Pozdravljeni. Na žalost je lahko situacija v skuderiji Ferrari bistveno slabša, kot smo lahko na prvi pogled mislili. Kdor sledi komentarju novic na mojem kanalu, je verjetno zasledil, da smo ta teden govorili o nenadnem prestopu Zimmermana in Wolfa iz Ferrarija v Audi. Namreč Wolf Zimmermann je eden izmed glavnih inženirjev, kar se tiče pogonskih sklopov, ne samo pri skuderiji Ferrari, ampak lahko bi dejali v celotni Formuli 1 nasploh. In seveda tam v tisti kratki novički v krajšem komentarju sem namignil, da je morda zasluga tega prestopa praktično Mattia Binotto. Tako Zimmermann kot Wolf se bosta priključila Audiju, in ker so prej delali v istem oddelku Binotto, Zimmermann in Wolf, je bilo nekako logično, da so ostale določene vizije. Ampak, če prebiramo vire, ki so malce bližje skuderiji, lahko odkrijemo podatke, namige, ki so marsikdaj spregledani ali pa nekako potisnjeni v kot. Leo Turini je v svojem blogu povedal marsikaj, kar drugi, ki ga navajajo, sploh niso omenili. O tem, da naj bi bil glavni aerodinamik Diego Tondi na izhodnih vratih, bomo govorili v nadaljevanju. Ampak najprej bi se rad vrnil k našima dvema motoristom. Logično je, da vsi mi nekako razmišljamo v tisti smeri, da je šlo za nek prijateljski prestop, kjer so osebne veze bile glavni motiv, zakaj je nekdo zamenjal službo. Ampak Leo Turini nam je razkril nekaj, kar je zaskrbljujoče, če je seveda res. Namreč dejal je, da pri Ferrariju pogonski sklop za naslednje leto še ni bil testiran na mizi. In zgodba vam je verjetno znana. Motoristi pri vseh dobaviteljih so z delom na tej novi generaciji pogonskih sklopov začeli 1. januarja leta. Ampak smo približno 15. septembra in pri Ferrariju so očitno v zamudi. Zakaj je to tako pomembno? Ker enote morajo biti homologirane. In če si v zamudi s programom, boš homologiral nekaj, kar mogoče ni preizkušeno do konca, ker se lahko skrivajo kakšne napake, tako v projektu, kot na primer v izboru dobaviteljev. In če so res v takšni zamudi, bi si lahko predstavljali, da verjetno pogonski sklop, ki ga bomo videli na začetku prihodnjega leta, ne bo tam med najboljšim, čeprav jim sam kaj takega absolutno ne želi. Nekateri bi dejali, da Wolf Zimmermann s svojim odhodom ne bo povzročil neke velike škode, ampak tu bi vas rad spomnil, da je bil prav on avtor tistega pogonskega sklopa, ki se ga je pred leti prijel nadimek Superfast. Verjamem, da mnogi ste že pozabili na Ferrari F1 pomišljaj 75, ampak tisti pogonski sklop naj bi bil neke vrste skrivno orožje Ferrarija. No, isti inženir je sedaj, praktično ko je končal z delom na projektu prihodnje sezone, strukturo nenadoma zapustil. In če držijo govorice, gre za nekako napetosti znotraj ekipe, kar
je nekaj, o čemer govorimo že nekaj let. In tu seveda velja poudariti, da je prav Leo Turini poudaril, kako ima pripravljene kovčke tudi Diego Tondi, glavni, odgovorni aerodinamik. In sedaj bi nekateri lahko začeli zgodbo, da SE Pomišljaj 25 je res pod pričakovanjem in strinjam se z vami, ampak ne po krivdi aerodinamike. Glavna težava tega modela je verjetno v geometriji obes, kjer je Loic Serra, tisti novi tehnični direktor, praktično oseba, ki bi morala znati rešiti marsikatero težavo. Prihaja iz proizvajalca pnevmatik, bil je eden izmed glavnih inženirjev pri Michelinu in se nato v Formuli 1 specializiral prav za to povezavo same pnevmatike in seveda šasije, torej obes. In zopet prihajajo na dan tista notranja trenja v skuderiji Ferrari. Sam zaupam informacijam, ki jih podaja Leo Turini, namreč ima bistveno boljše vire, kot jih imam zagotovo jaz in marsikdo izmed nas. Ampak težava je nekje drugje. Namreč ni samo Leo Turini, ki nam namiguje na takšne podatke. Namreč podobne zgodbe navajajo tudi Giorgio Terrucci in ne samo on, tudi Pino Allievi pravi več ali manj iste zadeve. In tu verjetno pri široki publiki praktično so imena rahlo neznana, ampak gre za 3 glavne novinarje, ki so hkrati tudi srčni navijači skuderije Ferrari. Zagotovo ne bi govorili o kakšnih težavah, samo zato, da bi vzbujali pozornost, da bi nekako hoteli zmesti z tiste zveste navijače, ampak ukolikor govorijo o kakšnih nevarnostih, o kakšnih problemih, ki jih ima skuderija Ferrari, v večini primerov to tudi drži. In rad bi tu poudaril še nekaj. Namreč na spletu sem zasledil pogovor, prijateljsko kramljanje prav med Pinom Allievijem in Giorgiom Terruccijem. In prišla je na dan izjava, ki je mene rahlo presenetila. Namreč oba sta se strinjala, da je za Charlesa Leclerca najbolje, če čim prej zamenja ekipo. Kako Charles Leclerc, zastava Ferrarija, simbol v zadnjih letih? Enostavno sta povedala, da zadeve v ekipi so vse prej kot idealne in da so frustracije iz dirke v dirko višje. In če se Charles Leclerc želi nekako doseči tisto, kar se je zadal, žal s Ferrarijem v bližnji prihodnosti, bo to izjemno težko. In zopet smo tam. Ljudje iz skuderije Ferrari odhajajo. Prihajajo sicer določeni kadri, ki pa nikoli niso na nivoju onih, ki so odšli. Mnogokrat sem tudi sam poudaril, kako tisti inženirji, ki bi lahko naredili razliko, si izberejo tiste druge ekipe. Govorimo o McLarenu, govorimo o Aston Martinu, govorimo celo o današnjem Sauberju, bodočem Audi. Ampak v skuderijo Ferrari tista glavna imena, tudi ga ne bi hotela. In to seveda se lahko zamislimo, kdo je odgovoren za vse te premike. V mojem skromnem videnju Frédéric Vasseur. In če se spomnite, pred meseci sem govoril, da pričakujem neko menjavo, kajti Frédéric Vasseur svojih nalog ni opravil z neko zadostnost. Po drugi strani Elkann in Vigna sta mu pogodbo podaljšala, verjetno tudi zato,
ker nimata alternativ. Ampak glavna težava v Ferrariju pravzaprav ni odhod inženirjev, ni Frederik Vasseur, ampak je prav to kaotično lastništvo. In John Elkann je verjetno prav na vrhu piramide. Tako kot v lastniški strukturi, tako tudi v vsej tej, imenujemo jo krivdi, ki jo želi zvračati na eno ali drugo stran, ampak na koncu je odgovoren prav on. Prav John Elkann je Lewisa Hamiltona pripeljal v skuderijo Ferrari. Verjetno vsakdo izmed vas lahko razmisli, ali je bil njegov prihod v pravem trenutku ali pa ne. Sam menim, da če bi do rošade prišlo naslednje leto, bi bile zadeve čisto drugačne. Tudi odhod Cardilla, ne pozabimo, zgodil se je pred približno letom, nam kaže, da pravzaprav pri skuderiji nimamo nekih ljudi, ki bi zadeve vodili v lepi, jasni, začrtani smer. Imamo seveda inženirje druge ali tretje vrste, ki so spravljeni na površje, enostavno zato, ker drugega ni. In če je res, da pogonski sklop za naslednje leto še ni bil testiran na mizi, če je res, da Diego Tondi odhaja, po seveda odhodu raznih drugih, omenil sem Cardilla, ne smemo pozabiti na Simona Resto, je slika v skuderiji Ferrari preskrbljujoča. Namreč v sezoni 2026 bi bile lahko zadeve slabše kot leta 2004. Sam si tega ne želim in nočem po nepotrebnem vzbujati skrbi. Ampak če beremo tisto, kar objavljajo sedaj izjemno pro-ferrarijevski viri, je slika vse prej kot nekako optimistična. A za dan bo to dovolj. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.